Ioniq je novi Hyundaiev model, pravzaprav povsem nova serija Hyundaijev. Ioniki so namreč trije. Dva električna, eden od njiju je izključno baterijski, drugi pa ponuja bencinsko rezervo. Tretji je klasično hibridni, takšnega smo preizkusili tokrat in kot tak bo najpogostejši na cestah. Vsakomur je jasno, gre za očitno Hyundaievo odločitev, da se odločneje priključi trendu zelenih avtomobilov. In to počne kar se da realno. Z avtom, ki lahko že v razmeroma bližnji prihodnosti postane resen tekmec klasičnim mainstream kombi limuzinam, kakršen je recimo pred nekaj tedni predstavljeni i30. Mainstreamovski je Ioniq že v kabini, saj je vse tako kot v drugih Hyundaijih. To je rahlo nepričakovano zaradi zunanje oblike, s katero recimo jasno sporoča, da želi na trgu tekmovati z ekstravagantnim Priusom, pionirjem hibridne tehnike. Pri tem nekoliko razočara, da to v Ioniqovem primeru prinaša tudi slabosti, ki jih je Prius že odpravil. Nizka, aerodinamično razpotegnjena karoserija namreč zadnje klopi spodi odrasle potnike. Prtljažnik je plitek, predvsem pa moti preglednost nazaj. Predeljeno steklo prtljažnih vrat pač ni dobra ideja. Glede na številne primere pred njim, bi Hyundaievi dizajnerji zdaj to že morali vedeti. K sreči je Ioniq izredno bogato založen z asistenčnimi sistemi, ki recimo preglednost na stran kar dobro rešujejo. Se pa pozna, da pri Hyundaiju nekoliko prehitevajo čas. Sistem pomoči pri vožnji znotraj voznega pasu je namreč do voznika ustrežljiv in dolgo ne piska, če voznik odmakne roke z volana. Ako izgubi svoj fokus, se izključi, ne da bi na to voznika učinkovito opozoril. Prijaznost je torej zelo varljiva. Kar se same vožnje tiče, ta je zelo prijetna, tiha. Električni motor Ioniq samostojno premika zelo dolgo časa. Bencinski motor se resnično vklaplja samo, ko je to potrebno. Dobra je kombinacija z dvosklopčnim menjalnikom. Presenetilo pa nas je dejstvo, da je tehnično soroden, a oblikovno manj aerodinamičen sorodnik imel nižjo porabo. In da bi zadovoljili klasične kupce, bodo Korejci morali izpopolniti tudi vozne lastnosti, predvsem krmiljenje.